Vesela sem, da lahko nagovorim tako pomemben skup ljudi, kajti varuh že 20 let, torej od ustanovitve pred 20 leti, čuti veliko potrebo po sodelovanju z nevladnimi organizacijami s prav vseh področij. Tako dobivamo dragocene izkušnje z tega področja, kajti nevladniki ste tisti, ki prvi najbrž začutite potrebe ljudi, težave in tudi poti reševanja. Zato se mi zdi zelo pomembno, da se srečujem z vsemi nevladniki, torej z različnih sektorjev, in tako ugotavljamo, kaj se dogaja, kaj ljudje rabijo, kaj je treba še narediti. Zelo dejavni smo tako na področju okolja, otrokovih pravic, nasilja, brezdomstva, azilantstva, skratka starejših in mladih, nezaposlenih, skratka vseh skupin ljudi, ki jih nevladniki tako vneto pokrivate in zanje skrbite na poseben, inovativen način, ste izjemno delavni, prizadevni in čuti se, da delate to s srcem. Pri svojem delu opažamo in tudi v srečanjih z nevladniki, da seveda lahko delujejo tudi na nek poseben pogon, ko želijo doprinesti k blaginji, vendar vse se žal začne in konča tudi pri denarju. In če država za njihovo delo, torej za vaše delo, ne nudi prepotrebnih sredstev, si lahko mislim, da bo tudi ta vnema in tudi veselje do dela nekega dne zamrlo, da bo manj prizadevanj, manj ljudi, ki bodo še pripravljeni delati brezplačno. Zato smo pri varuhu zagovorniki tega, da država s svojimi sredstvi nedvomno poskrbi za delo nevladnega sektorja. S Središčem za zagovorništvo nevladnih organizacij, tako imenovanim ZIPOM-om, imamo že dalj časa tesne vezi. Srečujemo se na številnih področjih, ki pa se seveda še najbolj dotikajo življenja zelo ranljive skupine, to je otrok. Tako smo s posebnimi smernicami, ki smo jih sprejeli, tudi v sodelovanju z novinarskim častnim razsodiščem, pripomogli k temu, da mediji korektno oziroma mnogo bolj korektno poročajo o otrocih. Zdi se mi zelo pomembno, da ščitijo vse njihove interese, da otroci v medijih niso prisotni tako, da se nam ali smilijo, jih vidimo, sočustvujemo z njimi, vendar s tem jih tudi ožigosamo, kajti ti otroci gredo naslednji dan v vrtec, šolo, med prijatelje jih prepoznajo in tako so zaznamovani. Tu smo dosegli res velik napredek. Sicer pa smo prav pred kratkim izvedli zelo obiskan seminar, posvet, ki je potekal na Pravni fakulteti v Ljubljani. Najprej je bilo mišljeno, da bo to v Državnem svetu, vendar smo že v enem dnevu razprodali, čeprav je bila brezplačna, celotno dvorano Državnega sveta in tako smo se selili v največjo dvorano na Pravni fakulteti, kjer je bilo 320 udeležencev, govorili pa smo o otroku v družinskem sporu. Izjemno pomembno konferenco smo pripravili na ta način skupaj z ZIPOM-om. In to si štejemo v čast in veselje, kajti prinesla je tudi veliko rezultatov. Pri varuhu smo opravili celo raziskavo na največjem, to je v Okrožnem sodišču v Ljubljani, na njegovem družinskem oddelku, o tem, kako potekajo pravde med starši, kako je z zaupanjem v vzgojo-varstvo in oskrbo za otroke, kako je z boji za otroke. In zdi se nam, da nam je ta posvet dal veliko odgovorov na preštevilna vprašanja, zakaj morajo sploh biti otroci v družinskem sporu, zakaj starši tega ne bi preprečili.